Me zanima tvoje mnenje glede, kaj bi bil tak najpogostejši vzrok za bolezenska stanja v modernem času, ali pa recimo na tem prostoru, da ne bova preveč nenatančna. Kakšen način življenja ali pa kaj počnemo, kar je najbolj škodljivo? Če sva spet kole pragmatična pa stohastična, čezmernost, pretiravanje. Aha, pretiravanje. Ena beseda. Zdaj pač, kjerokoli smer zavijeva, lahko malo novi podcast. Ampak jaz imam dovolj orožja in dovolj algoritmov, ki jih lahko vsakmu postrežem za njegove težave, če me hoče poslušati. In še najraje vidim, da me posluša, pride k meni, ker mogoče me sploh ne bo potreboval, če bi me poslušal. No, zdaj nekdo posluša, zato sem dal tudi tako splošno vprašanje. Ja, in zdaj kako najti svojo mero? Kako najti svojo mero, ne? Pa tako, da se pač prebudiš dobre volje, da si pripravljen nekaj delati, biti koristen sebi in svetu in da potem, ko to narediš, da greš spat in naslednji dan delaš isto, ne. To je Bog Dylan enkrat lepo rekel, da je to dobro življenje, da se prebudiš, greš delati in ko končaš delo, greš spat. Ampak ne zdaj, da bi bežal v delo, ne, ampak da bi užival v delu, ne. To se pravi, da če mi hočemo srečnejši svet, mi absolutno rabimo srečnejše ljudi okrog sebe. In zdaj, če je sreča pogojena s tem, kakšen avto ali pa kakšno stanovanje imaš, ne pa s tem, kar počneš in kaj si, potem imamo problem, ker smo preselili vzvode sreče zunaj. Ne? Če pa postaviš vzvode sreče vase in v svoje dejanja in se vsak dan vprašaš, a sem jaz danes nekaj naredil za svojo srečo, ne vem, a sem šel na sprehod, da sem se predihal, a sem se imel fajn, ne? A sem srečal dobre ljudi in kaj sem se od njih naučil in tak dalje, ker jaz srečo nikoli nimam v ograji, sreča je odprt prostor in zadovoljstvo seboj temelji tudi za zadovoljstvom ljudi okrog sebe, ne? Tako da dokler mi ne vidimo pravzaprav to umreženost naše zavesti, pa ne naše, umreženost zavesti, ki teče skozi nas, ne, ker nič ni naše dejansko. Ne. In jaz mislim, da je to prostor, v katerem bo tudi več sožitja, sočutja, potrpljenja, manj ustrahovanja, manj takih, bi rekel, parametrov slabega življenja, ker mislim, malo ljudi se zaveda, ampak Slovenija je oaza za poprečje tega planeta. Ne. Slovenija ima take potencijale kot malo katera država. Ne. In ravno zaradi mehnosti, zaradi izvirnosti, zaradi te premešanosti in genetske in intelektualne, kulturne, je to lahko izjemno en tak bogat prostor, strnjen, ne, ampak da bi ljudje v njem uživali, rabijo vir svojega uživanja najti v sebi, ne zunaj sebe. Ampak recimo, nekdo to posluša, pa reče: Petar, jaz se zbudim in nisem dobre volje. Ja. In nimam energije, da delam. Ja, kdor nima energije, začnemo pri dihanju. Ne, pljuča upravljajo oči, biopotenciali v pljučih. Se pravi, zbudim se, slabe volje, kaj naredim? Da, začneš lepo, pač se postaviš v en dober položaj, prijeten, sproščen in najprej poslušaš srčni utrip. In ko zaznaš srčni utrip, po njegovem ritmu začneš dihati. In iz tega dihanja podaljšuješ izdih za polovico vdiha. In to delaš 10 minut. Če lahko več, tudi več, nobenih ovir. Ampak to narediš 3 dni zapored, 3 tedne zapored in potem se naslednje jutro vprašaš, če si kaj boljši. Če pa še zmeraj nisi dober, potem te pa vprašam, kaj si včeraj delal. Mogoče s prepozno večerjo, mogoče si pač spijo kakšno pivo odveč ali pa ne vem kaj, ne. Zdaj, da ne nakladam, ampak dejansko je treba skozi en dialog vedno poiskati vzrok. In če jaz imam malo več let, pa malo več izkušenj, mogoče znam prepoznati malo več vzrokov. Ampak v tem prostoru, pravim, mora biti zaupanje, odgovornost, sočutje
in zavedanje. Ja, in če to imamo, pol imamo neko področje, jaz pravim, pozitivne psihologije. Ker psihologija pravzaprav je močna veda. Toliko močna, da je škoda, da je tako malo uporabljamo, dokler nam ni hudo. Ampak če razmišljamo o psihologiji in o psihosomatiki, jaz mislim, da je kitajska medicina z svojimi teoretskimi zasnovami eno izjemno bogato področje. Ja, jaz se absolutno strinjam. Psihologija je ena najbolj pomembnih ved, ampak je tudi res, oziroma jaz tako verjamem, da se ne moreš naučiti zunaj sebe, zares. Lahko bereš o tem, ampak nekaj popolnoma drugega je, ko začneš sebe spoznavati, pa svoje delovanje mentalno. In to opazovanje, kar si rekel, opazovanje svojega srca, dihanja, katerihkoli procesov, so v bistvu predpogoj za spoznavanje sebe in spoznavanje mehanike vesolja. To naredim, počutim se slabo. Da se jaz to naučim, te povezave, moram imeti zavedanje. Veš, podreditev in predanost sta osnovni istočnici za karkoli početi seboj. In to, da se podrediš sebi, je sočasno podreditev življenju. In življenje je absolutno čez vse nas. In to je to, kar nas omrežuje. In če hočeš živeti življenje, pol se zavede, da tvoje življenje nikoli ne more biti dobro, če življenje sočloveka ni dobro. In na tem potem gojimo nek novi svet. Pravim. Na tem se rojeva neko upanje, v katerem je malo več dobre volje in malo manj sebičnosti. Ampak ljudje pogosto mešamo, bom rekel, materialno od čustvene snosti. In te stvari so zelo, bi rekel, odmaknjene. Ampak seveda se tudi na nekih področjih življenja prepletajo. Imeti čas in čut za človeka je danost. To ni nekaj samo po sebi umevno in veliko ljudi zaradi eksistenčne stiske nima, ne eno, ne drugo. Ampak to je to, kar nas dela pravzaprav dolgoročno še bolj nesrečne, ker bi mi imeli dovolj časa, da si drugmu damo neke pozitivne ideje, utrinke in nagnjenosti delimo. Potem je pravzaprav vsak dan lahko sam lepši. Ne more biti slabši. In tudi, če se kaj zunaj nas zgodi hudega, nas ne bo toliko unesrečilo, zato ker naša sreča ni toliko upeta v zunanje zgodbe, ampak v notranje zgodbe, v ta notranja razmerja, od družine do prijateljstev, do sošolcev, do sodelavcev. In to je to, kar danes pravzaprav najslabše vpliva na neko družbeno napredovanje. Vedno se ljudi čredno obravnava z nekimi ukrepi, potezami, napenjanji in tako dalje. In ta otujenost je potem tudi povezana z nekim strahom, z nekim nezaupanjem, z neko negotovostjo. In več je ne, slabše je. Ja, zelo dobro si povedal vse.